ker sem hkrati lev, pa še desen. Bom kar rekel, uživam v tej novi epizodi in če pač ne prideš to besedo do 12, sorči ljubči, naslednjič si na vrsti. Tukaj treba Janezu Janšu čestitati, ne? On je svojo domačo nalogo zelo dobro opravil in zdaj pridemo do točke, ne, ko je glavna poanta prihodnosti desno sredine na meni, Logarju, Balažicu in Lotriču. Gledate tedenski safari po politični savani, podcast, ki ga spremljajo levi in desni, tokrat v bonus izvedbi s političnimi akterji. Tako je, in bonus epizoda prihaja potem, ko smo na platformi YouTube že dosegli in presegli 2000 naročnikov, za kar smo vam tudi hvaležni. In če smo v prvih bonus epizodah govorili s politiki, ki svoje nove stranke še ustanavljajo, je tokrat z nama predsednik ene od tradicionalnih političnih strank, ki ta status z vseh vidikov tudi zaslužijo. Imajo program, lokalno mrežo, imajo svoj podmladek in strokovne odbore. V Sloveniji bi takšne stranke v bistvu lahko šteli na prste ene roke, pa še to morda roke bolj nerodnega mizarja. V studiu pozdravljava evropskega poslanca, nekdanjega obrambnega ministra in predsednika stranke Nova Slovenija – krščanski demokrati, Mateja Tonina. Pozdravljeni. Lepo pozdravljena. Sem kar dolg časa čakal, da sem dobil to vabilo, ker sem hkrati lev, pa še desen. No, sej, a ste že bili kdaj na safariju? Moram reči, ne še. Ne, še čakava, kdaj bomo dobili kakšnega gosta direkt s safarija, ampak po politični savani pa kruzate že kar nekaj časa, ne? Ja, to bo pa zdaj že kar nekaj let. Mislim, da 24. Ja, 24. V pripravi na to epizodo sva v bistvu z začudenjem ugotovila, kako hitro gre čas. Že pol leta ste evropski poslanec, pa me zanima, ste se že navadili na to spremembo v življenjskem slogu, ki jo prinaša funkcija? Čas res hitro mine, teh 6 mesecev je menil tako, kot da bi bilo ravno še včeraj, da smo spremljali rezultate. Moram reči, da sem se navadil, da mi je všeč, zdaj, to se sicer v politiki ne sme reči, ampak bom kar rekel, uživam v tej novi epizodi. Ne, če bi v 5 alinejah opisali dnevno rutino v Bruslju, je to kaj? Predvsem mi je tukaj všeč ta predvidljivost časa. To pomeni, da če je pri nas v Evropskem parlamentu odbor predviden od 9. do 12. ure, bo dejansko v tem terminu. In če pač ne prideš to besedo do 12. sorči ljubči, naslednjič si na vrsti. Poznamo tudi novinarji. Izjava napovedana ob 12, pa potem ob 2:30, ne? Recimo, ne. Tako da tukaj je zelo natančen časovni okvir, kadar seje tečejo, tako odboru, kot tudi plenarno zasedanje. Vnaprej so stvari predvidljive, tako da po tej plati organizacijski mi je zelo všeč. Druga stvar, ker moram reči, da sem se malo tega slovenskega prepucavanja, se opravičujem izrazu, najedel in mi tudi po tej plati ustreza, da se ukvarjam tukaj z novimi, drugačnimi vsebinami, ki mi dejansko zanimajo, od tega zelenega prehoda do migracij, do celotne prihodnosti Evropske unije. Pa še ena stvar se mi zdi dobra tudi za stranko, ne, da smo mogli vse stvari zelo optimizirati, kar pomeni, da tudi naši kolegi, naša srečanja imajo zdaj časovni okvir, potekajo po platformi Zoom in mora biti zelo eksaktna in pa jasna. Tako da jaz sem zadovoljen in stvari zaenkrat dobro tečejo. Zdaj, po Zoomu vas pol ne skrbi, da kdo to posname, pa pol pride na kakšen Twitter od kakšnega znanega novinarja. Mislim, vedno je možno. Bi rekel, kar se naše ekipe tiče, imam jaz veliko zaupanje in tukaj ni nobenih bojazni. Je pa danes, veste, tehnologija in sposobne obveščevalne službe so pa zmožne marsikaj. Ne rabi niti Zooma dovolj, da imate že telefon na vaši mizi ob sebi, pa bojo vse slišati, pa vse vedeti. Zdaj, pred tedni je krožila informacija, da ste še vedno v hotelu, ne? Zdaj, iščete stanovanje, ali računate toliko na predčasne volitve, da niti nima smisla iskati stanovanje v Bruslu? Jaz sem nazaj v hotelu, a ne? Aha, nazaj v hotelu. Ne, bi rekel, ob začetku svojega mandata sem najel v Bruslu stanovanje in sicer je bilo to stanovanje, ki ga je pred mano uporabljala Ljudmila Novak. Uporabljal sem ga 3 mesece, potem sem ga pa vrnil nazaj in sem se vrnil v hotel. Zelo preprostega razloga, ker vendarle sem hkrati predsednik stranke, oče, mož,
tako da poskušam čim več časa tudi preživeti v Sloveniji, tako da se mi v tistem času, ko sem v Bruslu, vendarle bolj splača po gorenjsko, po slovensko, če hočete preživeti v hotelu. Pa še ena stvar, ki jo marsikdo ne ve, vsi mislijo, da si v Bruslu kar skozi. Da je to kar en mesec, da kar tam živiš in tako naprej. Dejansko je Brusla 14 dni. En teden imamo tisto neslavno epizodo selitve iz Brusla v Strasbourg, ker se celotna birokracija, vsi poslanci selimo na plenarno zasedanje v Strasbourg. Se pravi, tam moraš itak v enem tednu hotel posebej najeti. En teden je pa rezerviran za tako imenovane dejavnosti na delegacijah, se pravi razna potovanja v druge države ali pa za delegacijami. Tako da po tej plati sem se jaz optimiziral tako časovno kot tudi logistično in sem nazaj v hotelu. Zdaj, Peter, omenil si že volitve, bodi si predčasne ali redne, kakršnekoli že bodo, bomo na glasovnici na državnozborskih volitvah spet videli tudi vaše ime, kako razmišljate glede tega ali ostajate zavezani Evropskemu parlamentu? Da, jaz mislim, da kot predsednik stranke je normalno razumljivo, da bom kandidiral tudi na naslednjih državnozborskih volitvah. Tudi takšen je dogovor, da bom stranko popeljal na naslednje državnozborske volitve in tukaj ni nobenih presenečenj. V svojem tradicionalnem okraju tudi ali recimo po vzoru Franca Bogoviča in SLS, kje drugje v Ljubljani ali kakorkoli? Ne, tukaj bo kar klasika. Jaz sem kandidiral v svojem domačem okraju in v sosednjem, to bi rekel, lahko me bodo ljudje našli na glasovnici od Vranskega pa vse do Kranja. Kot smo navajeni. V Evropski ljudski stranki vas je iz Slovenije 5 poslancev, v prejšnjem mandatu so bili 4, pa je nekako, vsaj tako so krožile informacije, bilo kar nekako napeto vzdušje med njimi. Zdaj je 4 so SDS-ovi, vi ste iz Nove Slovenije. So razmere, bom rekel, kaj boljše, kot so bile v prejšnjem mandatu? Kako je bilo prej, ne vem, ker nisem bil zraven in težko sodim. Ni Ljudmila Novak nič povedala. Pa nismo se o teh stvarih pogovarjali. Kar se pa tiče sedanje delegacije, moram reči, da smo dobro zaštartali, da se čisto v redu razumemo. Bil je nek tak, bi rekel, manjša iskra, ki so jo z gospodom Zverjem zelo hitro obdelala, in sicer je gospod Zver govoril v javnosti, da ne bi jaz nekaj glasoval, ker sploh ni obstajalo, pa so potem to tudi na sestanku razrešila, da pač ni korektno, da se nekaj govori, kar se sploh ni zgodilo. Drugače pa jaz nimam nobenih pripomb, jaz mislim, da delujemo v redu, tudi številne akcije speljamo skupaj. Zadnja taka je bila tisto pismo ob neslavnem praznovanju bivšega dneva republike ob koncu novembra, ko so nekateri zaposleni iz slovenskega veleposlaništva v Bruslu vabili na to zabavo. Tukaj smo se vsi poslanci zbrali, pisali posebno pismo veleposlanici in veleposlanica je tudi odgovorila. Jaz sem bil vesel, da se je zavedala, da to, kar je naredila zaposlena, ni v redu in da se bodo potrudili, da se to ne bo v prihodnosti dogajalo. Pred evropskimi volitvami ste bili kritični nekako do smeri, kot se je v prejšnjem mandatu razvijala Evropska ljudska stranka, kljub temu ste potem Ursulo von der Leyen podprli na kongresu EPP tudi za predsednico komisije in sestavo komisije v celoti. Vidite zdaj kakšne spremembe v smeri delovanja EPP? Seveda vidim, ampak ne rečem, da jaz nisem to kritičen do moje politične družine Evropskih krščanskih demokratov kot do celotnega delovanja Evropske unije, ki je šla marsikje v popolnoma napačno smer. Vsi poznamo tisto prepoved prodaje avtomobilov po letu 2035. Mislim, to je takšen strel v kolena, razumete? Mi smo na področju proizvodnje klasičnih dizlov pa bencinarjev svetovna velesila, nobena druga država nas ne prekaša. V elektriki nas recimo Kitajci prekašajo, pa da smo tukaj rekli, da tega ne bomo več delali, je res norost. Ali pa pri zelenem prehodu, ker se delalo vse na podlagi parol, ne pa nekih dejanskih rezultatov. Recimo Nemčija je takšen primer, vložijo 500 milijard evrov v obnovljive vire energije, hkrati pa izpustov CO2 dejansko ne zmanjšajo. Skratka, to so bile številne norosti, pa pri migracijah, da ne govorimo, ker je bil vtis za vse, ki so prihajali iz Afrike ali pa iz Bližnjega vzhoda, da pač v Evropo prideš, tukaj te ni potrebno delati, prijetno in boljše živiš kot v svoji lastni državi. To so bile vse stran poti, ampak zdaj, ko gledam nazaj, so bili razlogi za to. V tisti prejšnji komisiji je bilo med 27 komisarji 5 krščanskih demokratov. Glavni najbolj prodorni komisarji so bili na strani socialistov, kot je bil Timmermans in tako naprej.
Zdaj v tej Evropski komisiji je 15 krščanskih demokratov. Tako da jaz absolutno pričakujem, da se bo tukaj tudi bistveno poznalo drugačna politika, ker zdaj imamo mi glavno odgovornost, zdaj imamo mi sami večino v Evropski komisiji in se pričakuje drugačno smer in se že kaže na področju migracij, pa tudi, bi rekel, kmetijstva, se že kažejo spremembe. Kot rečeno, ste potrdili ekipo v celoti, torej vsem komisarjem tudi zaupate, recimo tudi Marti Kos kot komisarki za širitev? Tukaj se moramo pogovarjati kot odrasli ljudje, ne? In moramo videti celoten gozd, ne samo posameznega drevesa. Mi se tukaj pogovarjamo, da se v komisiji ne glasuje, če koordinatorji političnih družin dosežejo na odborih dvotretjinsko večino. Tako da jaz nisem v nobenem primeru za nobenega komisarja individualno glasoval, ker so o tem prej odločili koordinatorji. Na koncu se pa v celoti glasuje, v celotni komisiji. Ampak pravila so jasna, veste, vsaki državi pripada en komisar. In delati iz tega dramo, da bo Golobova vlada predlagala desničarja, pa se mi ne zdi realistično. Ali pa da bo, naprimer, Orban na Madžarskem predlagal enega progresivnega levičarja, tudi ne pride v poštev. Ali pa da bo, Macron predlagal trdega desničarja. Lejte, to se ne bo zgodilo. In zdaj mi se lahko drugega držimo v šahu in rečemo, zaradi tega, ker je v tej komisiji Marta Kos, sem jaz proti tej komisiji. Ne, jaz sem pa rekel, da zaradi tega, ker je v tej komisiji 15 krščanskih demokratov, glasujem za, ker pričakujem spremembe in mi to komisijo rabimo čim prej, da se spremembe zgodijo, ne da se stvari odlašajo in da čakamo. Hkrati kritiziramo, da nismo zadovoljni, hkrati pa ne damo priložnosti, da bi komisija naredila spremembe. Če smo že pri krščanskih demokratih, mogoče še to, da Ursula von der Leyen je tudi recimo krščanska demokratka, ne, pa se včasih zdi, da morda spada bolj na kakšen drug pol, ali nimate tega vtisa? Mislim, glede Ursule je bilo prelitega že ogromno črnila, pa tudi izrečenih ogromno komentarjev, ampak jaz težko pristanem na to, da je ona neka levičarka. Mati 7 otrok, dolgoletna krščanska demokratka, kar se tiče temeljnih vrednot, absolutno na liniji. Je pa treba seveda vse stvari postaviti v kontekst. Biti v komisiji, kjer imaš 5 krščanskih demokratov, medtem pa 22 pa nekoga drugega, je težko zdaj tukaj ustvarjati neko, bi rekel, zelo, zelo drugačno zgodbo, kot pa se je. Pravite, da ste pol v Bruslu, pol doma, bomo šli morda zdaj nekoliko nazaj na domače. Zelo praktično povem. 4 dni sem v Bruslu, pa 4 dni doma spim pri ženi. Zdaj si pa skalkulirate. Če pogledamo politično situacijo v Sloveniji, kako razumete dogajanje, rekel, v zadnjem času, v zadnjem letu, ali pa sploh v zadnje pol leta, imamo kar vsak teden neko novo, neke vrste krizo, ali pa vsaj neko dramo, ki je v neki, tako se zdi, v zreli demokraciji ne bi pričakovali. Kako vi vidite to situacijo? Mislim, najboljši obišče slovenski politični sistem je ena sama hektika. Je pa to rezultat tega, da imamo konstantne nove obraze, ki se politike in pa politične obrti, vodenja ministrstev države učijo šele takrat, ko prevzamejo dolžnosti. Mislim, to je nekaj nepredstavljivega. Če sam jaz to prek svojih oči gledam, bil sem 3 mandate v parlamentu, vse, od vodja poslanske skupine do predsednika državnega zbora, in ko sem prevzemal dolžnosti ministra za obrambo, sem imel treme. Me je malo tiščal, ali bo to vse šlo tako, kot smo si zamislili. In jaz res gledam tiste, ki brez tovrstnih izkušenj padajo v zgodbo, češ bomo že. Ampak rezultati so pa tukaj. Nas zdaj prehiteva Češka, Estonija, vzhodne države, ki smo se jim smejali. Psovka je včasih bila, si taka Čeha, danes so pa na številnih področjih pred nami. In to zaradi tega, ker ta trenutna oblast, Golobova vlada, ni sposobna stvari premakniti naprej na ključnih področjih. Omenjate hektiko, precej je tudi, kar se tiče organov pregona, sodi se vodi opozicije, na drugi strani imamo predsednika vlade pred KPK, pa v kazenskem postopku, tako da preden gremo globje v oceno situacije, predlagam, da pogledamo en video insert. Današnji postopek je resnično farsa.
Danes se moram zagovarjati pred KPK izključno zaradi tega, ker sem se zavzemal za depolitizacijo policije. Ta ovadba je zame bizarna, tega ne skrivam, in po svoje tudi v posmeh sami policiji. Ker če je to največji problem, ki se je policiji zgodil v zadnjih letih, potem policija dejansko nima problemov. Slovenija nima neodvisne sodne veje oblasti. Ima veje oblasti, ki je hrbtenica globoke države, ki je glavni inštrument za to, da je tranzicijska levica praktično večno na oblasti, tudi takrat, ko nima vlade, ker ima druge institucije. Mafija je predraga beseda za njih, ker mafija spoštuje neka pravila. Tukaj ni nobenih pravil. Tukaj gre samo za oblast. Tako da, če slovenskemu krivosodju rečete mafija, žalite mafijo. Zdaj, farsa, bizarno, v posmeh. To so besede, s katerimi predsednik vlade opisuje svoje postopke na policiji in KPK, v katerih se je znašel. Na drugi strani, vodja opozicije, kot slišimo, ocenjuje, da je slovensko sodstvo slabše celo od mafije in svoje volivce v bistvu intenzivno pripravlja na obsodbo v zadevi Trenta. Kako gledate na te poteze šefov dveh največjih strank v državi? Kaj to po vašem mnenju pomeni v bistvu za Slovenijo? Razgradnja institucij, na nek način razgradnja družbene kohezivnosti in s tem tudi države. Pa če se najprej dotaknem samega predsednika vlade. To govori človek, ki je govoril o vladavini prava. To je bila ključna parola v sami volilni kampanji. In jaz bi od takšnega predsednika vlade pričakoval, da bi absolutno podporil institucije, da opravijo svoje delo in potem dajo komentarje. Tako da tukaj pa ravno obratno. In kako simptomatično recimo dojema gospod predsednik vlade vse zadeve, je tista izjava glede varovanja. On je rekel, da razume v primeru varovanja, ker se je neka državna tožilka odpovedala varovanju, da je to naredila, ker so itak informacije od policistov, varnostnikov odtekale kriminalnim združbam in da je zato on si organiziral svoje stvari. A si mi predstavljamo, kaj ta izjava pomeni? To pomeni, jaz bom poskrbel zase, za svoj urit, vse ostalo me pa ne zanima. Jaz bi od predsednika vlade pričakoval, da če on ocenjuje, da imamo skorumpirano policijo, da je ta policija slaba, da informacije odtekajo od policije k kriminalnim združbam, da bi naredil red v policiji. Najprej v glavi, zamenil bi direktorja policije, pri varnostni službi, bi zamenil šefa Centra za varovanje in zaščite in potem hkrati začel tudi čistiti vse tiste potencialne in problematične varnostnike. To bi naredil pravi predsednik vlade. Ured spravil sistem policije, ne pa da reče, veste kaj, jaz si bom za sebe naredil svoj becirk, tam pa naprej ostanete skorumpiranci. Praktično to je za nekega predsednika vlade nevredna izjava. Kar se pa tiče, vi se ga sicer imenoval vodja opozicije, jaz pač takšnega naziva ne poznam v našem opozicijskem miljeju, a ne je pa dejansko... Vodja največje opozicijske stranke. To pa ja. Slovensko sodstvo je problem. Slovensko sodstvo je za nič. Do pravice ne prideš v času, ko bi moral prideti. Če pravica ni dovoljena v pravem času, pač to ni dosežena pravica. Poleg tega vidite, da velike ribe, a ne tiste, ki so bile odgovorne za bančne luknje, odnesejo z družbeno koristnim delom, male ribe pa maltretirajo po dolgem in počez. Skratka, v takšen sodni sistem težko zaupaš. Ampak še enkrat, od nas v opoziciji se pričakuje, da bomo ta sodni sistem spremenili. In spremenimo ga lahko samo od spodaj navzgor, tako da bomo začeli imenovati sodnike, ki bodo dejansko neodvisni, podložni, če hočete, zakonov in ustavi, ne pa nekim partijskim udbovskim šefom. In to lahko naredimo samo, če spremenimo sistem imenovanja sodnikov. Zato smo mi v Novi Sloveniji si prizadevali, da bi se spremenil sodni svet, kjer bi moralo biti neko doseženo dvotretjinsko soglasje celotne politike za imenovanje tega sodnega sveta, a je bil gospod Janez Janša prvi, ki je začel te stvari rušiti. Tako da jaz bi tukaj pri obeh dveh rekel, da se manjka neke konsistentnosti, tisto, kar govorita in potem tisto, kar se v praksi realizira. Zdaj, bili ste obrambni minister, torej ste tudi imeli varovanje. Ste imeli vtis, takrat, ko ste bili v tej vlogi, tudi bi delili Golobovo oceno o varnostnikih strani policije? Lejte, jaz sem imel izjemno profesionalno ekipo. Ko sem jaz postal predsednik Državnega zbora, je bila to ekipa, ki je prej varovala gospoda Brgleza.
in vsi so na nek način označili za levičarsko ekipo znotraj Centra za varovanje in zaščito in nekateri so me pozivali, češ, to ekipo je treba zamenjati. Prišli so razni svetovalci, ki so rekli, veš, to niso ta pravi, ti moraš druge dobiti. In jaz sem rekel, ne, ker jaz človeka sodim po njegovih dejanjih. In ta ekipa je bila vrhunsko profesionalna. Moj del, ki sem bil predsednik Državnega zbora, oddelali super. In potem, ko sem prišel kot minister za obrambo, brez da bi jaz kogarkoli prosil, je ta ista ekipa bila še enkrat manj dodeljena in tudi tista 2 leti in pol, jaz lahko samo v superlativih govorim, vrhunsko so oddelali svoje delo, vidite me, da sem še vedno tukaj, hvala Bogu, a ne? Se pravi so me, kot so oni rekli, v enem kosu dobili, pa v enem kosu predali potem naprej in nobene informacije niso nikamor odtekale. Tako da jaz lahko rečem samo super. Zdaj, pred 10 leti, ko se je Janez Janša znašel v zaporu zaradi afere Patria, ste, če se prav spomnim, kot poslanec takrat dejali, da Janez Janša ni politični zapornik, ampak je politik v zaporu. Vztrajate pri tej oceni ali danes ocenjujete drugače? Oziroma, glede na vašo kritiko pravosodja, recimo, če se zgodi, da bi zaradi Trente znova moral v zapor, bo to politični zapornik ali politik v zaporu? Lejte, to, kar se je potem kasneje zgodilo, je vendarle dokaz temu, da vse neke osnovne obrise pravne države še vedno imamo. Ker če bi bil politični zapornik, potem bi danes najverjetneje še bil vedno zaprt. Ker politični zaporniki so tisti, ki so brezpravno zaprti, ki nimajo nobenih pravnih sredstev, da to odločitev izpodbijajo in da jo oporekajo. Vendarle, seveda, sodba je pokazala, da je bil krivično zaprt, ampak je to s pravnimi sredstvi seveda dokazal. In tukaj jaz delam zelo, bi rekel, tehnično sodbo, kdo je politični zapornik, kdo pa je politik v zaporu. Ne? Zdaj, za Janeza Janšo ste rekli, da ga ne bi več podprli za predsednika vlade, ste pa na drugi strani tudi na kongresu poudarili potrebo po enotni programski desno-sredinski vladi. Pa me zdaj zanima, je to torej plod ocene, da bo na naslednjih volitvah tudi brez SDS oziroma Janeza Janše dovolj glasov za desno-sredinsko vlado? To je zdaj vse med sabo pomešano. Ne? Jaz mislim, da je to ključna stvar, ki je treba malo razdelati pa predelati, ne? Ampak gremo najprej na bistveno stvar. Ne? Jaz mislim, da si Slovenija še enega mandata Golobove leve vlade ne more privoščiti. To bo dokončno uničilo Slovenijo. Zaradi tega je moj prvi cilj to, da pride po naslednjih volitvah do desno-sredinske vlade. Zakaj do desno-sredinske vlade? Zaradi tega, ker imamo vsebino, imamo program, vemo, kaj je treba narediti in vedno so bile najbolj učinkovite programsko sorodne koalicije. Če je koalicija zelo raznolika, velika, leva, desna, to je že v samo koalicijo ugrajen konflikt. Zaradi tega se zavzemam za programsko sorodno desno-sredinsko koalicijo. Tretja stvar. Normalno je, da v tej koaliciji mora biti SDS, ki mislim, da bo tudi po naslednjih volitvah največja stranka na desni sredini, da mora biti v tej koaliciji Nova Slovenija in da morajo biti v tej koaliciji tudi novo nastajajoči igralci na desni sredini. Pač to so moje želje in to je moj cilj. Absolutno vidim za prihodnost, da se oblikuje taka desno-sredinska koalicija z obstoječimi in novo nastajajočimi igralci. Pa pridemo do četrte stvari, a ne, tukaj pa do vprašanja predsednika vlade. Pri vprašanju predsednika vlade je pa tako, če bomo stavili samo na eno ime, samo na Janeza Janša, bo to na drugi strani sprožil izjemen anti-Janša refleks, ki ga vidimo že v zadnjih 10 letih. Anti-Janša refleks pa pomeni, da te rezultati Golobove vlade ne bodo v ničemer več pomembni. To sploh ne bo bistvo, to sploh ne bo tema, ker bo bistveno samo to, da ne bo Janša. In anti-Janša refleks pomeni, oziroma raziskovalci so rekli, da se sproži, če Janša vodi v anketah, ta kriterij je izpolnjen. Ne? Drugi kriterij mora biti, da je leva vlada slaba pri svojem delu, to je tudi izpolnjeno. In še tretji kriterij bo zagotovo izpolnjen, da mainstream mediji ponudijo nek nov obraz. Tudi to se bo zgodilo. In zdaj sam še to dokončam, pa kraj se dogovoriti. Ampak zdi se mi pomembno, da če mi stavimo samo na ta obraz, bo na drugi strani pomenil izjemno mobilizacijo leve strani, ker bo ogrozilo zmago desno sredine. Ampak zaključim pa s tem. Jaz Janeza Janša pustim na strani. On je svojo domačo nalogo naredil, on bo 25 poslancev dobil. Na meni
in na tistih, ki smo na desni sredini še, pa je, da najdemo način, da najdemo politično formulo, kjer bomo lahko prišli preko 20 poslancev, zato da bomo potem lahko tako vlado sestavili in da bo tudi naš glas odločilen, kdo bo prihodnji predsednik vlade. No, zdaj ste mi postavili žogo v bistvu za naslednje vprašanje, ali torej, ko govorite o vseh teh akterjih, pa o NSI-ju, pa tudi o Anžetu Logarju, SLS-u, morda Petru Gregorčiču, stranki Marka Lotriča, ali govorite o skupni listi, predvolilni, povolilni koaliciji, kaj točno imate v mislih? Meni osebno bi bila najljubša skupna lista, ampak to je zelo velik cilj ali pa bi rekel tudi morda težko dosegljiv. Kar se tiče Nove Slovenije, jaz sem miren. Jaz vem, da bomo mi dobili med 7 in 10 poslancev, mi smo utrjena stranka, dobra ekipa in te bojazni ni. Ne vem, kaj bo z SLS-om, ne bom sodil, tudi vprašanje, kaj bo z Lotričem. Mislim, da bo gospod Logar primerljivo tam nekje, kjer smo mi. Ampak to na koncu ne daje tistih sinergijskih učinkov. Jaz zagovarjam za to, da bi mi morali narediti predvolilno koalicijo. Če je možno od te predvolilne koalicije iti še korak dlje in iti na skupno listo, to bi pomenilo, da noben glas za to listo ne bi bil stran vržen glas, ker bi bilo zagotovljeno večje število poslancev in hkrati bi to dalo neko upanje, nek moment, da obstaja v tem slovenskem političnem prostoru še ena močna skupina, ki lahko da tudi predsednika vlade in dejansko spremeni samo smer Slovenije. Jaz mislim, da to bi bilo tisto največ, ki bi dodalo dodatno ekstra glasove k celotni zgodbi, ki bi ustvarilo nek moment, ki jih morda vsak posamezen nastop ne bi. Kje pa smo, če to sprašujete? Ja, to je moje naslednje vprašanje. Kako kaže glede tega? Ker ponavadi je to vedno naslednje vprašanje, ki ga dobimo. Res je, videli smo Anžeta Logarja na Radlerju z Vladimirjem Prebeličem, na kakšnem kuhanem vinu z vami pa še ne. Zaenkrat so neki osnovni pogovori. Jaz sem te stvari, ki jaz vidim javno že povedal, pa tudi zasebno že tudi, da ne bo rekel, da samo javno komuniciramo. Nič pa ne silama, ker vem, da nobena stvar se ne da narediti na silo, ampak da bo vse, bi rekel, premo sorazmerno od nekih rezultatov na anketah. Se pravi, če bodo ankete take, bo nekje večja pripravljenost za sodelovanje, druge manjša, bomo videli, ampak kakorkoli, če črto potegnemo, jaz mislim, da če v ospredje postavimo ne svoje lastne interese, ampak interes Slovenije, potem bi morali iskati način za ta nov politični projekt, ki bi bil sposoben skupaj nabrati preko 20 poslancev. Zdaj, v opoziciji smo recimo v tem mandatu je bilo zaznati nekaj tenzij med obema opozicijskima strankama, vašo in Janševo, ki se pa zdi, da so nekako zdaj manjše, morda celo bi si drznil ugibati, da se pozna tudi ta izstop 3 poslancev, ki potem lahko v sodelovanju z vami omogočajo, da pridete do tistih 10 glasov in vložite kakšno interpelacijo, kot se je zgodilo recimo pri Poklukarju. Kako gledate na odnose v opoziciji, se pravi med SDS-om in vami, kje se je iskrilo oziroma kako se je potem to v zadnjem času recimo tudi uspelo morda izboljšati ali ne? Odnosi so delovni, profesionalni. Jaz mislim, da je Nova Slovenija pač jasno pokazala, da se ne pustimo podrejati, da nas je treba imati za enakopravnega partnerja in od tukaj dalje sodelovanje ni problematično. Na začetku mandata so zlasti Janez Janša je hotel, da bi mi odigravali določeno vlogo, ki jo mi seveda nismo želeli. Mi smo postavili svoje linije tako, da smo se postavili zase in na začetku je bilo morda nekoliko bolj vroče, ampak na koncu je stvar jasna. Potrebujemo drugega, se zdaj potrebujemo v opoziciji in se bomo zagotovo potrebovali tudi v naslednji koaliciji. Tako da tukaj ni veliko prostora za osebne simpatije ali pa antipatije, ampak je treba gledati, kaj lahko dosežemo. In zagotovo tudi ta izstop 3 poslancev iz SDS-a je dinamiko nekoliko spremenil. Zdaj SDS nima več pravica veta do interpelacij, ker vendarle skupaj s temi poslanci dosežemo dovoljšno število za interpelacije in to je sprožilo neko novo dinamiko in jaz mislim, da to je dobra stvar, ker enostavno so se stvari postavljene na nek nov nivo.
Bili ste zelo konkretni glede scenarija, ki bi si ga sami že pred in po volitvah želeli, pa vendarle, ne, hipotetično. Znajdemo se v situaciji, ko bi Janez Janša kot zmagovalec tega desnega bloka lahko sestavil monolitno desno-sredinsko vlado, manjkali bi mu glasovi NSI-ja. Kaj se potem zgodi? Vi požrete besedo, da ne bo več predsednik vlade, morda celo odstopite z mesta predsednika stranke ali na koncu realno zapravite te možnosti za desno-sredinsko vlado? Lejte, tukaj se moramo postaviti eno zelo preprosto vprašanje. Kaj si želimo? Če želimo vlado z Janezom Janšo, bo to vlada, ki bo najverjetneje precej konfliktna, ki bo imela celoten mainstream proti sebi, ki bo imela že od prvega petka naprej tudi petkov kolesarjat proti sebi. In bo precej težko delati v taki vladi, vendarle pa prihodna vlada zaradi vseh stvari, ki so jih te levičarji zafurali, potrebuje nekoliko miru, nekoliko več časa, da bo svoje delo opravila. Ampak opcija ena je to. Jaz mislim, da bi bila pa za Slovenijo koristno, da gremo vendarle v opcijo 2 z nekim drugim predsednikom vlade, ki bi morda razelektril to napetost, pa tudi zmanjšal ta anti-Janša moment, pa to mobilizacijsko silo, ki jo ima na levi strani, zaradi tega, da bi ta desno-sredinska vlada lahko naredila določene pomembne naloge. Pa verjamete, recimo, da bi zgolj umik Janeza Janše v programsko in sicer ideološko desno-sredinski vladi pomenil to razelektritev, demotiviral kolesarje in recimo medijski mainstream, da se ne bi postavili proti njej na tak način, kot so se recimo... Zagotovo praktično. Janez Janša je toliko dolgo časa na sceni, da vzbuja takšna drugačna čustva in da je neko mobilizacijo proti njemu na levi strani relativno enostavno sprožiti. Jaz se strinjam s tistimi, tudi z Janezom Janšo, ki pravijo, vsakdo, ki bo navaren levim, ga bodo slej ko prej napadali in sesuvali. To drži in to je res. Ampak je pa težko vzpostaviti neko klimo, neko mobilizacijo zoper enega človeka, okrog katerega ni tako močnih čustev, kot je pa okrog Janeza Janša. Zagotovo bodo levi poskušali tudi novo desno-sredinsko vlado napadati, pa jo onemogočati. To je nesporno, ampak bodo z nekom to naredili mnogo teže, kot pa bodo to naredili za Janezom Janšo. Lojze Peterle, kot ena tema desno od sredine, pred časom je opisoval razmere na tem polu kot preveč petelinov na enem gnoju, zdaj ga v vaši stranki ni več. Lojze Peterle je potem po izstopu iz NSI kar nekaj časa ponavljal v medijih, da gre med vami za različne poglede na etiko, moralo in politiko. To po mojem pušča kar precej odprtega prostora za najrazličnejše interpretacije, pa me zanima, je bil ob tem ali pa morda takoj po tem na 4 oči vendarle kaj bolj konkreten oziroma kako vi danes gledate na ta izstop in kako razumete glavne razlike med vami? Lejte, jaz sem povedal to že večkrat javno, da jaz teh stvari v javnosti ne bom razčiščeval in da gospodu Peterletu želim vse dobro na njegovi poti. Sem pa seveda vesel, da bomo si skupaj prizadevali, da bomo krščansko demokracijo okrepili. Zdaj, za vami je kongres, znova ste bili edini kandidat za predsednika, zdaj nekateri to vidijo kot znak enotnosti v stranki, ki vas enotno podpira. Po drugi strani pa slišimo lahko tudi kakšne posameznike, ki pravijo, da na zadnje tudi izstop Lojzeta Peterleta to kaže, da pravzaprav v stranki ni več vseh tistih, ki bi morda bili kritični, da ste morda ostali brez neke interne opozicije, ki bi vam recimo nastavljala ogledalo pri recimo notranjih odločitvah. Kako gledate na situacijo recimo v svoji lastni stranki? Da je Nova Slovenija res demokratična stranka. Mislim, to priča tudi temu, da lahko naši člani javno izražajo kritiko glede predsednika. Tudi vi ste jo danes omenjali in je bilo v preteklih mesecih kar nekaj izrečene. Da imamo člane, ki tudi lahko javno povedo svojo kritiko na organih stranke, pa so potem še vedno vabljeni tudi na naslednjo sejo sveta ali pa izvršilnega odbora. Tako da tukaj pri nas notranja demokracija ni problem. Neverjetno pa pričakujete, da po 6 letih in vseh zgodbah, ki smo jih naredili, 85% podpora, kar soliden rezultat. Mislim, pred zadnjih volitvah sem sicer dosegel 94, ampak težko bi bilo pričakovati, da bo šel ta letošnji rezultat preko tega. Jaz vendarle ocenjujem, da 85%
85% podpora je dober rezultat, kaže na neko stabilnost in enotnost stranke. Je pa seveda, tako kot v vsaki stvari, je tudi tukaj nekaj takih, ki so morda nezadovoljni, ki si želijo stvari zapeljati drugače in to tudi povedo. Ampak lejte, to je demokracija. Za mene je bistveno, da ko se enkrat odločimo, potem skupnimi močmi delamo naprej. Zdaj, zdi se, da ste v zadnjih letih, recimo, ali pa odkar ste predsednik, to je dobrih 6 let, da je Nova Slovenija nekoliko nihala oziroma menjala smer v smislu enkrat bolj poudarek na gospodarskem programu, pa tej sredini, recimo, mislim, da je bil celo slogan pred nekaj leti, potem spet nekoliko bolj v krščansko-demokratski smeri. Kako v nobenem primeru ni bilo do nekega resnega preboja, da bi recimo presegli teh magičnih 10%, za katere se mi zdi, da je tukaj želja. Kako gledate na to situacijo in v katero smer se podajate zdaj v prihodnje? Kaj je tista smer, ki jo vidite oziroma ki ste jo morda v teh 6 letih ocenili kot tisto pravo za Novo Slovenijo? No, moram reči, da me to preseneča, da je to videno kot cikcakanje ali pa da spreminjanje smeri, zaradi tega, ker stranka na neki točki okrepi svojo pozicijo oziroma svojo vsebino. Mi smo letos praznovali 10 let od našega gospodarskega programa, ki smo ga predstavili. Škoda, ker še vedno ni realiziran, ampak lejte, pred 10 leti ali pa pred 12 leti, potem, ko smo se vrnili nazaj v parlament, je bil eden izmed temeljnih očitkov Nove Slovenije to, da ljudje točno vedo, zakaj se mi zavzemamo. Ok, mi smo krščanski demokrati, zavzemamo se za vrednote krščanske demokracije, ampak več od tega pa ljudje niso vedeli. In mi smo na to odgovorili s tem, da smo pripravili naš jasni gospodarski program, zložili stvari na mizo, da ljudje točno vedo, kakšno ekonomsko politiko mi zagovarjamo. Potem smo to naredili na področju zdravstva pred 3 leti, smo isto natančno povedali, kakšen zdravstveni sistem mi vidimo. Zdaj na zadnjem kongresu tudi za področje socialne politike. Nekdo to vidi kot da cikcakamo, ampak jaz to vidim kot neko resno stranko, ki za vsako področje v nekem trenutku predstavi svoj jasen program, kako želi v državi delati in kakšne spremembe želi doseči. Je pa dejstvo, da smo mi krščanski demokrati, da imamo mi naš temeljni vrednotni program, ki temelji na človekovem dostojanstvu, svobodi, varnosti in pravičnosti. In to so pa, bi rekel, naša ustava, naša temeljna podlaga, ki ostaja ves čas enaka. Je pa res, da včasih neke stvari pridejo bolj do izraza, drugič pa manj. Zdaj, tako kot velja v gospodarstvu, da se nekako podjetja prilagajajo konkurenci, seveda nekaj tega tudi v politiki je, se pravi, da se vsaka stranka odziva tudi na poteze drugih. Je kakšna skrb pred temi prihodnimi volitvami, naprimer, da vas na eni strani na nek način poriva proti steni Janez Janša, ki želi monopolizirati te tradicionalne vrednote, na drugi strani Anže Logar, recimo s to večjo odprtostjo ali pa z nagovarjanjem bolj te urbane, malo bolj podjetne desnice? Jaz se tega ne bojim, iskreno, ker jaz mislim, da mi imamo to specifiko, mi smo edini krščanski demokrati na tej politični sceni in v tej ponudbi in to je neka naša posebnost in zaradi tega se jaz ne bojim prihodnosti in tudi našega prihodnega rezultata. Je pa res, da se mora pa vsakdo, ki deluje v politiki, prilagoditi na nove akterje in pa tudi na novo situacijo. Vse tudi življenje je spremenljiva stvar, nismo mi zamrznjeni v nekem prostoru in času, zato je ta stvar logična, da določene stvari tudi, bi rekel, prilagodimo, kar se tiče samega poudarjanja nekih vsebin. Če rečem, mene skrbi predvsem to, ali bomo ostali na desni sredini sposobni zbrati 20 plus poslancev, ker to bo dejansko potem šele omogočilo desnosredinsko vlado. Tukaj treba Janezu Janšu čestitati, on je svojo domačo nalogo zelo dobro opravil. On bo imel, jaz sem prepričan, da bo naslednje volitve zmagal in da bo imel tam okrog 25 poslancev. V prvi fazi je priključil vse, kar je bilo voljno se priključiti, od Kanglerja do Šrota in tako naprej. V drugi fazi je poskušal tudi nas recimo odriniti in pa pokazati, da kdorkoli razmišlja na svojo glavo, ne more politično preživeti. Mi smo to jasno dokazali, da pač to ne pride v poštev in da bo treba na nas računati. Zdaj v tretji fazi poskuša z določenimi sateliti zgodbo ukrepiti, recimo kot je Rupar in še kdo. In zdaj pridemo do točke, ko je glavna poanta prihodnosti desno sredine
dejansko, če hočete, na meni, Logarju, Balažicu in Lotriču. In tukaj so besede Lojzeta Peterleta absolutno točne, a ne? Ali se bomo sposobni bili dogovoriti za nekaj večjega, pomembnega za Slovenijo, ali bo vsakdo vztrajal na svojem vrtičku. To mislim, da bo glavna stvar, ki bo odločala prihodnost Slovenije. Zdaj, na evropskih volitvah ni uspelo, ste šli vsak svojo listo oziroma Logar brez nje. Kaj se je od takrat spremenilo, recimo, ali pa kje upate, da bi prišlo do spremembe, da bo to drugače? Mislim, da je bila šola poučna. Ne? Sami veste, da je bil moj osnovni predlog že leto dni pred evropskimi volitvami, da bi šli ta trojka skupaj, mi, Logar pa SLS, na skupno evropsko zgodbo. Jaz sem prepričan, da bi to bila zgodba, ki bi lahko tiste evropske volitve tudi zmagala v taki konstelaciji. Odločitev je bila ne. Zdaj mislim, da potem je bilo jasno, kako se je vsa stvar izcimla. Jaz mislim, da to mora biti tudi šola za naprej, ne? Da pač tukaj so bile napake še dovoljene. Zdaj, ko bo šlo resno za prihodnost Slovenije, se pač tega ne smemo več privoščiti, zelo enostavno. Omenili ste ankete kot pomemben faktor voljnosti pri tem povezovanju ali pa nepovezovanju. Pred dnevi smo videli eno zanimivo anketo Mediane, ki je ob vseh tradicionalnih strankah merila tudi nekatere, ki še ne obstajajo, naprimer neobstoječo stranko Vladimirja Prebiliča. Zdaj treba je reči, da gre za metodologijo, ki jo v bistvu vidimo izjemoma, zelo redko, skoraj nikoli. NSI pa je na tej meritvi pristala precej nizko, na dobrih 2 oziroma dobrih 3%, če izločimo še neopredeljene. Kako razumete? Prej ste govorili o političnem cikcakanju, je to neko javnomnenjsko cikcakanje, manipuliranje, ustvarjanje javnega mnenja? Zdaj, če sta danes prebrala svežo anketo iste agencije Mediana, objavljena v Delu, tam imamo slabih 5%, tako da na populaciji, ker pomeni po poslancih je to 7-8, tam nekaj, ki smo danes. Kar se tiče ankete, jaz lahko rečem na splošno, da pri nas v Sloveniji ankete predvsem ustvarjajo javno mnenje. Zelo preprostega razloga, ker je politika dejansko postala stvar samo še za sladokusce. Večji ali pa zelo večinski del Slovencev sploh politike ne sledi več, se ne spušča v neke podrobnosti in edina stvar, ki ustvarja neko njihovo volilno preferenco, je splošen vtis, ki ga ustvarja javnost oziroma z javnomnenjskimi anketami. Skratka, ni pomemben ne program, ne nastopi, pomemben je samo nek splošen vtis, ki ga imaš v anketah, zato jaz rečem, da anketa dejansko ustvarjajo javno mnenje. So pa to tako majhni vzorci, veste, da tisti, ki smo študirali statistiko, nam je jasno, da je to, veste, recimo, ne, da imaš enkrat 2, drugič pa 5, je lahko to vse eno in isto, ker je to vse v okviru statistične napake. Kar se tiče Nove Slovenije, ki je bilo nekih strašnih napovedi, da zdaj prihod Logarja bo pa to pomenil, da bo pa zdaj strah in trepet za nas, ampak jaz sem zelo jasno povedal, da dajte, mi smo krščanski demokrati, ki spoštuje življenje od spočetja do naravne smrti. Jaz si težko predstavljam, da bi nas ogrozil politik, ki je na teh vrednotnih temah, na vrednotnih vsebinah bistveno drugačen kot Nova Slovenija. Tako da, kot sem rekel, jaz teh strahov nimam in je treba ankete imati z rezervo. Pridajo dnevi, ko bojo ankete fantastične in boš rekel, evo, cel svet je naš, tukaj lahko samo še zastavimo vladno koalicijo. Pridajo tudi dnevi, ko so ankete slabe, bistveno pa je, da imaš jasno politiko in vse, kar se tiče Nove Slovenije, pogledajte zdaj naše delo v parlamentu, mislim, da je vsem jasno, da smo glavni nadzornik Golobove vlade, da jim gledamo pod prste, da intenzivno delamo, da imamo jasno politično sporočilo, da želimo v prihodnosti oblikovati desno-sredinsko vlado. Mislim, težko nam zdaj kdorkoli očita, da smo nejasni v svojih stališčih. Mogoče samo dodam svoje opažanje. Bi se strinjali s tezo, da imamo ta hip, ko omenjate delo v parlamentu, na nek način sistemsko opozicijo, pa potem bolj nesistemsko opozicijo v SDS-u? Mislim, takšnega komentarja še nisem slišal, ampak lahko rečem za Novo Slovenijo, da mi delamo stvari sistemsko z orodji, ki so nam na razpolago v parlamentu. Se to je mišljeno v smislu eni s protesti, drugi z interpelacijami? V tem duhu pa ja, ampak če recimo samo pogledamo konkretne rezultate, mi v tem trenutku vodimo Komisijo za nadzor obveščevalnih služb in Komisijo za nadzor javnih financ. Spomnite se drv in naše akcije Drv na damo. Hoteli so nam vzeti drva,
pa smo to z našo akcijo, z našimi prizadevanjem v parlamentu ustavili. Druga taka zgodba je bila, spomnite se, albanščine. Hoteli so kot albanščino pripeljati kot obvezen predmet za vse tiste, ki ga bojo želeli v šolah. Mi smo to ustavili. Druga, tretja zgodba je bila pri omrežninah, ki so rekli, da se ne bo nič spremenili in da je vse v redu in da vse in sploh tudi z našimi aktivnostmi smo dosegli to, da se bo ta stvar ponovno pregledala in ponovno preučila. Pri Komisiji za nadzor javnih financ, glede Svetlane Makarovič, nakupov računalnikov, Litijske, to je bilo cel kup nekih stvari, ki smo jih mi dali na plano, ki smo jih dali v javnost, ki so se vrtele in potem imele svoje rezultate. Tudi nazadnje te zadnje stvari v zvezi s policijo, delom policije, ministra za notranje zadeve, dela Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Jaz lahko rečem, da mi smo s tem svojim opozicijskim delom vendarle nekatere norosti Golobove vlade ustavili. V zadnjem času se zdi, da je SDS-u že malo žal, da jih ni v KNJF. Imate podoben občutek? Jaz obžalujem, da jih ni. Jaz mislim, da bi bili skupaj definitivno močnejši. Vrata so jim odprta. Po odloku, ki je, so še vedno tam rezervirana 4 mesta za njih. Kadarkoli se oni odločijo, lahko pridajo v to komisijo. Jaz bi si želel, da pridajo čim prej. In še vedno je tudi naša beseda, jo bomo držali, ker če bodo oni to naredili, bodo tudi dobili vodenje Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Tako da oni se morajo odločiti, kot vi pravite, kako že, ali bodo delali na sistemski način in bo nam pomagali znotraj parlamenta za orodji, ki jih imamo na razpolago, stvari ustavljati, norosti Golobove vlade, ali bodo to delali na kakšen drugačen način. Zdaj, malo smo to že načeli, pa vendarle, glede na situacijo v vladi, kjer vlada res deluje dokaj porazno, bi pričakovali, da bi, oziroma drugače bom rekel, v vsaki drugi normalni državi bi se zgodilo, da bi opozicija morala imeti že dobesedno rdečo preprogo razgrnjeno na naslednjih volitvah, kot se recimo zdaj vidimo v Nemčiji po katastrofalnem delu Šolceve koalicije, se zdi, kot da bo CDU verjetno se sprehodila po rdeči preprogi. Laboristi v Združenem kraljestvu so se po katastrofalnem mandatu konzervativcev dobesedno sprehodili po dosegli enega najvišjih rezultatov v Sloveniji, pa se nekako ne kaže tega vzorca, da bi je vse prej kot zagotovljena, recimo temu desno-sredinska vlada v naslednjem mandatu, kljub vsemu, kar ste že našteli in kar še nismo. Kako razumete to situacijo? Sem jo že prej razložil in se vračamo zdaj nazaj. Lejte, samo Janez Janša in njegova odbojnost? Ne, to je zelo poenostavljeno. In potem reče, tu ti imaš neke probleme z njim. Jaz z Janezom Janšo nimam nobene probleme in tudi v vladi sva super sodelovala. Hočem pa razmišljati logično in tako, da se bodo stvari v Sloveniji dejansko spremenile. Vi ste našteli zdaj številne evropske države, ker je logično, če neka vlada doseže katastrofalne rezultate, na volitvah odleti in pride opozicija. Problem v Sloveniji pa je zaradi tega anti-Janša momenta, da v tem trenutku, ko se anti-Janša moment realizira, sproži, vsi rezultati vlade postanejo nepomembni in šteje samo to, da ne bo Janša. In v takih okoliščinah mi vedno izgubimo. In tudi zdaj so lahko nekateri še tako jezni name. Če bomo vztrajali na istem receptu, na istem konceptu, bomo čez leto in pol, čez 2 leti ponovno razočarani, ker bomo imeli spet peti nov obraz. Ker ne moramo pričakovati, da bomo delali iste stvari in da bodo na koncu rezultati drugačni. Zato jaz pravim, da naša naloga mene, če hočete Logarja, Balažica in Lotriča je, da najdemo nek način, da Slovencem ponudimo neko upanje, da je možna desno-sredinska vlada, ki bo predvsem delala na vsebini in drugačni stvari. Eno pod vprašanje glede tega, vlečejo se vzporednice recimo med Donaldom Trumpom pa Janezom Janšo, pa sem slišal te dni komentar, da je bistvena razlika, ki pač Trumpu daje ta zmagovit potencial, to, da nastopa javno kot zmagovalec, medtem ko Janez Janša pogosto kot žrtev, potem tudi ta desno-sredinski pol nekako v celoti izpade kot žrtev nekoga drugega. Je to ta razlika med vami? Da želite akterji, ki jih omenjate, nastopiti vendarle bolj kot zmagovalci? Absolutno. Jaz mislim, da ste stvari absolutno pravilno povzeli in na nek način jih dobro analizirali.
Ker ljudje, mislim, da nihče noče imeti nekoga, ki se še malo samega sebe boji, ki krivi vse druge na svet, da so krivi in dolžni za vse stvari. Jaz mislim, da ljudje danes, jih niti ne zanimajo programi, jih niti ne zanima, ker je veliko preteklo delo, niti pretekle zasluge, da ste ljudje so, ne vem, osamosvojitelji so naredili čudovite stvari, ustvarili so nam državo, ampak danes se v teh letih toliko stvari spremenili, da to enostavno ljudje se jim ne zdi več tako pomembno in bistveno. In če želimo spremembe, potem je treba res dati neko upanje, ker zdaj bojo imeli na levi strani klavrne rezultate. Mislim, da bo vsakmo tudi unim, ki so volili za Svobodo, bo jasno, da si še enega mandata take vlade ne moramo privoščiti in bodo na nek način iskali neko normalnost. Zdaj, namenoma vas karikiram, ampak da prideva tej stvari do konca. Se pravi, če vas prav razumem, en del desne sredine ponuja jezo, drugi del upanje. Bi lahko rekla tako? Mislim, to bi bila kar točen opis trenutnega stanja. Ja. Če gremo od Janeza Janše še do Roberta Goloba malenkost, zdi se nekako po volitvah 2022 se je zdelo, mislim, da je celo sam rekel, da vidi možnost za programsko ali vsaj projektno sodelovanje z Novo Slovenijo. Kasneje sicer se je zdelo, da tega ni prav veliko, je pa bila do neke mere Nova Slovenija malo manj ostra, vsaj retorično opozicija do Golobove vlade v začetku, kot pa recimo SDS. Kakšna je bila vaša izkušnja z Robertom Golobom in kako je to projektno sodelovanje dejansko potekalo v praksi? Ste imeli kakšen dogovor, ste se kaj razen glede tiste ustavne spremembe, ki je potem padla v vodo, kako je to potekalo? Nikakršna. Nič to je zgolj medijska konstrukcija neke domneve, da je ustalo neko tiho partnerstvo med Svobodo in vladno koalicijo in Novo Slovenijo, zaradi tega, ker je tam nekje na Darsu bil nek Valentin Hajdinjak. Mislim, ta stvar se je tako zakoreninila v vseh nekih medijskih zgodbah, pa tudi med ljudmi, da nekateri verjamajo, da je to res. Mi za Svobodo nismo imeli nič. Jaz sem se v vseh teh letih 3-krat sestal z Robertom Golobom. Enkrat na področju davkov, potem so bile tukaj v zvezi z temi jedrski referendum, in pa volilna zakonodaja. To je vse, kar smo mi se pogovarjali, pa so bile tudi druge stranke zraven, ampak so pa nekateri, pa bom rekel zdaj zelo direktno, tudi iz desnega bloka, ves čas nameroma potencirali nek tak vtis, da Nova Slovenija je pa za eno nogo skoraj v vladni koaliciji. Ampak dajte pogledati naše parlamentarno delo, kaj smo mi tam delali. Mislim, temu je težko reči, da smo bili mi malo tukaj, malo tam. Bom drugače vas izvzel. Mogoče se vam je zdelo, da je Robert Golob želel vas imeti kot neke vrste rezervno koalicijo, da bi discipliniral svoje koalicijske partnerje v smislu, če ne boste ubogljivi, imam pa pred vrati še vedno Nova Slovenija, da vas lahko zamenjam, če bi do tega. Jaz mislim, da Robert Golob takšnega razmišljanja sploh ni sposoben, ker on ne razmišlja politično obrtniško, ampak v čist nekih drugih stvareh, ker je sicer slabo za tako stvar, ampak mislim, da so se tukaj zgodbe vrtele zelo drugače. Na začetku tega mandata je bila res velika želja slovenskega gospodarstva, ne nas, slovenskega gospodarstva, da bi Nova Slovenija bila del vladne koalicije namesto Levice, da bi to bila neka taka normalna koalicija, to so bili veliki pritiski in mi, če bi takrat, iskreno povem, če bi takrat bili povabljeni v to vladno koalicijo, bi najverjetneje zelo resno razmislili, kaj narediti. Ampak kot sem nekje slišal, je Robert Golob rekel, da z Novo Slovenijo pač ne mora sodelovati, ker moramo plačati ceno, ker smo sodelovali v fašistični vladi. Tako da jaz bi to enkrat res razčistil, to, ker se nam cel mandat pripisuje in slika, češ, da smo malo tukaj, malo tam. Mi smo bili ves čas v opoziciji, ves čas smo vestno in trdno svoje opozicijsko delo delali. Je pa res, da te stvari počnemo s šlifom.
To pa je nek zaščitni znak Nove Slovenije. Zdaj, posredno ste že se dotaknili afere Dars. Te dni smo lahko v javnosti zasledili celo, da je poročanje največje komercialne televizije o tej zgodbi prejelo nagrado za izstopajoč novinarski dosežek. V obrazložitvi pa je bilo med drugim zapisano, da je, citiram, zgodba o korupciji, ki je zarezala v same vrhove Darsa, plod večmesečnega preiskovanja, analiziranja, prepričevanja sogovornikov. Zdaj, pred dnevi je slovenski Forbes, mislim, da poročal, da je posebna revizija na vzorcu 275 pravnih poslov sum nepravilnosti zaznala v enem primeru in da v ugotovitvah posebne revizije Dars nabavne postopke v veliki večini primerov vodi na zakonit oziroma primeren način. Zdaj, edino, kar se je vmes spremenilo, pa je, da je po nekdanjem vidnem članu oziroma podpredsedniku Nove Slovenije na vrhu vodja volilnega štaba Gibanja Svoboda Andrej Ribič. Kako danes gledate na to zadevo? Mislim, da se Steven Spielberg ne bi sramoval takšne drame, ki so nekateri mediji uprizorili v primeru Darsa. Zgodba je tukaj zelo preprosta. Valentin Hajdinjak je delal zelo dobro kot predsednik uprave Darsa. Ne vprašajte mene, vprašajte tiste, ki so na Darsu delali, vam bojo znali te stvari povedati. Zgodili so se številni premiki naprej in nova vladna koalicija, novi ljudje iz Svobode niso imeli nekih pravih vzvodov, kako zdaj Hajdinjaka zamenjati. Delo je dobro, imel je dobre rezultate in gospod Ribič, ki je prišel v upravo Darsa, je bil tam zelo nesrečen kot drugi človek. In je ves čas iskal načine, kako bi prišel na to prvo mesto. In ker nekih konkretnih stvari ni bilo, je bila edina stvar inscenirati neko kvazi korupcijsko afero, za katero ne bi bili mi oziroma Hajdinjak odgovoren in iz tega potem iztisniti čim več, kar se je dalo. In točno to se je zgodilo. Zdaj, po vseh teh slavnih revizijah, po 2 revizijah, vse te revizije niso pokazale ene nepravilnosti, ki naj bi jo naredil gospod Hajdinjak. Ničesar. Edina ta razlika je, da zdaj je na čelu Darsa končno človek, šef volilnega štaba Svobode. To je zdaj v redu, to zdaj nobenega ne skrbi, kljub temu, da ima njegov brat pomembne zadolžitve oziroma pogodbe, ki so vredne milijone na Darsu, ki se tudi dražijo, to pač niso več te zgodbe. Tako da ta stvar je bila uporabljena proti Hajdinjaku in s tem tudi proti Novi Sloveniji, samo zato, da so se dokopali do oblasti na Darsu. Kako pa razumete njegovo odločitev Hajdinjakov? Mislim, da potem tega ni izpodbijal recimo sodno, kot bi lahko verjetno. Jaz to obžalujem. Če bi jaz bil na njegovem mestu, jaz ne bi odstopil, ker bi tudi zdaj vse te analize oziroma revizije, ki so pokazale, lahko vse stvari šel v kontratožbe in tako naprej. Ampak on se je pač odločil tudi izhajajoč iz izkušenj slovenskega sodnega sistema, da se te stvari ponavadi vlečejo in nikoli ne končajo, da je to stvar sam končal. Tako da tukaj mu treba tudi dati kapo dol za pogum, ker marsikdo od tega ne je bil sposoben. Zdaj, v delu, ko ste kritični do nekega političnega sloga Janeza Janše, vas je razumeti tudi, da dober voditelj vzgaja svojega naslednika. Imate vi recimo v mislih koga, ki bi vaše delo v stranki lahko nadaljeval oziroma drugače že delate na tem nasledstvu? Absolutno. Mislim, tukaj imate Janeza Ciglerja Kralja, imate Jerneja Vrtovca, imate Aleksandra Reberška. Mislim, ker se tiče nasledstva v Novi Sloveniji, ni noben problem. Jaz lahko jutri odidem in bo stranka normalno živela, ker dvomim za kakšno drugo stranko, da se bo to zgodilo. Ampak to je proces, to je tudi posledica tega, da mi ne gradimo nekega kulta osebnosti znotraj stranke, ampak izključno gradimo na naši ekipi. In to nam daje tisto moč. In jaz sem res hvaležen, zdaj sem poslušal tako neki, bi rekel, ulični intervjuji so bili. In ljudje poznajo 5 poslancev od 8 v Novi Sloveniji, znajo poimensko našteti. Janeza, Jerneja, Aleksandra, Vido, Jožeta, 5 jih znajo z glave našteti. Za največji 2 stranki, samo po 3. Jaz mislim, da je to velik uspeh, ker jasno kaže, da stavimo na ekipo,
da vsakdo pri nas dobi svojo priložnost, da lahko svoje talente v polnosti izpolni in tudi, ko bom jaz s svojim delom zaključil, ne bo nobenega problema z nasledstvom. No, ampak, ko pa pogledamo recimo širše, ne, recimo za desno sredino, koga pa vidite na tem področju kot recimo naslednjega premierja, naslednjega voditelja, recimo temu desno-sredinske vlade? To bodo povedali ljudje, ne? In tudi moja logika pri tem konceptu, novem političnem produktu, o katerem smo danes zelo veliko govorili, je moja intenca zelo preprosta, da ne izgubljamo preveč energije in časa s tem, da vnaprej določamo, kdo bo predsednik vlade, ampak se enostavno odločimo za Demosov koncept. Ne? Da tista stranka, ki bo znotraj te koalicije najmočnejša, ki bo dala največ poslancev, tista bo tudi določila predsednika vlade. S tem bomo dejansko dosegli to, da bodo ljudje tisti, ki ga bodo določili in da ne bo nobenih prepirov, kdo kaj bo, pa kdo kaj ne bo. Skratka, da lahko našo energijo usmerimo na vsebino, ne pa kdo bo koga. Zdaj mogoče za konec, če malo bolj osebno, večkrat vas vidimo na družbenih omrežjih, objavljate tudi družinske fotografije, žene, otrok. Zakaj takšna odločitev? Mnogi pravijo, da tega dela ne želijo izpostavljati, pa morda tudi kako oni doživljajo vaše politično udejstvovanje, tudi zdaj, ko je pač razpeto med domovino in tujino. Razloga sta dva. Ne? Prvič je, družina enostavno ne more skriti. Kar pomeni, da če živiš skupaj, če hodiš na različne dogodke ali aktivnosti skupaj, se ne moreš pretvarjati, da to pa niso tvoji družinski člani in da jih hočeš na nek način zaščititi. In jaz grem rad skupaj z družino na kakšne stvari, ne da skozi sam hodam. Ne. Skratka, nesmiselno se mi zdi prikrivati in skrivati nekaj, kar je v današnjem digitaliziranem svetu praktično nemogoče. Škoda mojega truda, na nek način je to Sizifovo delo. Na drugi strani bomo reči, da sem jaz ponosen na svojo ženo pa na svoje otroke in včasih na stvari, ki si ponosen, tudi rad pokažeš. Evo, pa na tej točki naredimo piko za današnji podcast. Gospod Tonin, hvala, ker ste se odzvali vabilu, ste prišli in smo lahko tako na odkrito, široko pogledali na marsikakšen del in osebno in tudi politično. Gledalci pa bodo sodili izjavam in citatom iz te epizode, bomo videli, katera bo najbolj odmevala. Hvala za obisk. Ja, hvala tudi vama za vabilo. Tako da na tej točki ste torej na vrsti vi, spoštovani gledalci, da lahko pokomentirate, postavite še kakšno svojo tezo, svojo idejo in se vidimo znova v petek v rednem tedenskem safariju. Tako je, poglejte nas kaj na Instagramu in TikToku, sicer pa do naslednjič. Nasvidenje.